Srčno. Čelisnega, lososa. Steak, to je beseda angleškega izvora. To se po naše lahko prevede na nek način na zrezek, čeprav to ni enaki pomen. Beseda steak je pač postala, da je neka mednarodno veljavna beseda za to vrsto zrezkov oziroma odrezkov. Steki pa so rezine govejega hrbta ali drugih delov goveje živali ali drugih živali, nekje debeline eno colo, en inč, to je potem cirka 2,5 cm. Zakaj je debelina pomembna? Pomembna je zaradi tega, da steak se lahko po obeh straneh, zunanjih straneh ustrezno zapeče, v notranjosti pa ohrani svojo sočno vsebino in strukturo. Kot veste, razni ljudje imamo radi različne stopnje pečenja in vkolikor ni rezina steka dovolj debela, potem je nemogoče doseči tudi različne stopnje pečenja. V gostinskem lokalu Stari Pisker v Celju koristimo večinoma meso slovenskega izvora. Meso se dobavlja od različnih virov. Stremimo k temu, da bi naj bilo to meso živali, katere se krmijo na čim bolj naraven način. Nekaj malega pa tudi kupujemo v sosednji Avstriji. Gre se za izključno zdravo meso, kajti edino na ta način je možno tudi potem ponuditi dost okusne stejke na gostovo mizo. Večina vseh stejkov se izreže iz hrbta govedi. Te steke pred peko na žaru začinimo z popravo zmesjo po obeh straneh in sledi postopek pečenja. Ljubitelji stejkov in tudi ostali prisegamo izključno na zorjeno meso, če je možno po metodi suhega zorenja, kajti le zorjeno meso lahko da potem ustrezno kvaliteto, okuse in mehkobo. Za pravo užitje z stejkom potrebujemo torej dobro meso, dober ogenj in da se pravilno spečejo. Pravilno pečen stejk pomeni to, da je z obeh strani hrustljavo zapečen, v svoji sredici pa jedec začuti potem mehkobo tkiva, okus in z ustrezno prilogo in pijačo mu to lahko tvori potem določeno kulinarično doživetje. Steki so ustrezno začinjeni in temperirani na sobni temperaturi. Se postavijo na rešetko, katera mora biti dovolj in pravilno ogreta. Zakaj je pomembno, da se stek zapeče po eni strani? Zaradi tega, da se nekako prepreči možnost odtekanja temu mesnemu soku iz samega tkiva
In s tem, ko beljakovine zakrknejo, ostane vsa sočnost potem v samem steku notri. Čas pečenja je odvisen od debeline steka in od želene stopnje, kako pač želi naš gost, da je posamezen stek pečen. Praviloma se pečejo steki nekaj od 3 do 4 minute po eni strani. Če pa je rezina steka debelejša, pa še dlje. To govorim za stopnjo pečenja medium, kar je tudi najbolj želena stopnja pečenja pri nas ljudeh. Posamezne stopnje pečenja seveda pomenijo tudi ne samo konkretno barvo mesnega tkiva na krožniku pri samem odrezu, temveč tudi dajejo ustrezne okuse. Nam se zdi skozi pečeno meso greh, kajti če je meso skozi prepečeno, izgubi ta najboljši del svojih lastnosti in okusa. Rožnate barve pečenja steku pa nikakor ne pomenijo, da je to meso surovo. Surovo meso imamo pri tatarskem bifteku, katerega z veseljem je večina Slovenk in Slovencev in jih nič ne moti, da je v celoti surovo. Pri stejkih pa je marsikomu lahko tudi moteča rdeča ali rožnata barva, kar se da pač komentirati še z ne dovolj velikim poznavanjem samega jedenja stejkov v Sloveniji. V našem lokalu se držimo tega načina, tako kot pečejo Argentinci, da stejk obrnejo samo enkrat. Ko stejk obrnemo po ustreznem času, tudi malenkost pomažemo že popečeno površino z zeliščnim maslom. Povedati je tudi potrebno, da se pri nas stejki ne marinirajo v nekih predhodnih marinadah, temveč gredo direktno iz hladilnika v kuhinjo, kjer se posolijo in začinijo s poprom oziroma poprovo mešanico na obeh straneh in ustrezno sobno temperirani gredo direktno na roštilj, na žar, kateri mora biti seveda pravilno ogret. Najlažje si za svojo domačo uporabo pravilno pripravite žar tako, da naj bo tako vroč, da lahko zadržite roko, dlan, se pravi par centimetrov od rešetke, kakšne 2 sekunde in nič več. 2-3 sekunde. Če lahko držite roko, brez da vas začne roka peči, več kot 5 sekund, imate preslabi ogenj. In potem se to meso pač ravno tako lahko speče, treba ga je peči dlje časa, ampak tudi sami načini pečenja imajo svoj vpliv na kvaliteto samega stejka, kasneje na krožniku. Lahko pečemo seveda tudi na močnejšem ognju. Argentinci to pečejo še na močnejšem ognju. Zakaj omenjam Argentince v razlici? Zaradi tega, ker so pravi profiji, kar se tega tiče, ravno tako Američani, Avstralci. Praktično zdaj že ves svet veselo konzumira stejke, predvsem iz govejega mesa. Se pa tudi stejki jedo lahko iz svinjine ali ribe, teletine in tako naprej. Pljučni file popečemo tako rekoč iz vseh 3 ali 4 strani, prva spodnja in zgornja stran,
potem pa ga še popečemo po preseku. In takolo meso, v tem primeru ta pljučna pečenka je brazilskega porekla, konkretno ta kos, od brazilskega goveda. In kasneje, ko je termično obdelana in ko se meso tudi malo spočije, je prava sladica na krožniku. Naše pečenje počasi prihaja k koncu. Sedaj gredo stejki v kuhinjo, kjer se servirajo na krožnike oziroma na vroče kamne. Pred serviranjem je pa izredno pomembno, da mora se stejk nekako spočiti. Torej, minimalno je treba stejk pustiti nekje ob krožniku, ne na vročem mestu, cirka 5 minut, da se te notranje silnice ustalijo, ne, in potem nastopi čas za konzumiranje hrane. To je zelo pomembno. Ko se stejk speče, ga treba malo pustiti, da se spočije, če lahko tako rečemo.